tokratni avtomobilnosti bomo sešteli stroške naše mobilnosti, se vprašali, ali avtomobile kupujemo s čustvi ali z razumom, vam predstavili pripomočke za varčno vožnjo ter preizkusili 3 povsem nove avtomobile. Slovenskega Twinga, družinskega sportsvana in Fordovega mestnega kurirja. Po 15 letih se na televizijo Slovenija in zdaj seveda tudi na spletni portal multimedijskega centra vrača oddaja o prometu, prometni varnosti, ekologiji, tehnologiji, avtomobilih, motociklih, o mobilnosti v najširšem pomenu besede. Prav ta vprašanja pred posameznika in sodobno družbo postavljajo nekatera za prihodnost zelo pomembna vprašanja. V prvi oddaji smo se z kolegi lotili ene najbolj bolečih točk avtomobilizma, stroškov povezanih z lastništvom avta. Ker pri nakupu avta v odločanje pogosto vpletemo povsem iracionalne poglede, se zdi, da resničnega stroška v resnici nočemo niti poznati. Ko smo pred 15 leti posneli zadnjo oddajo 10 000 obratov, je bilo v Sloveniji registriranih 711 000 avtomobilov. Lansko leto je imel avto že vsak drugi prebivalec Slovenije. Tudi v svetovnem merilu se odpira vprašanje kritične mase. Lani je na svet prilezlo kar 65 milijonov novih osebnih vozil. Vprašanje za nas pa je, ali se danes kot kupci vedemo bolj ali manj racionalno, kot smo se pred 10 ali 15 leti. David Žujo. Andrej, pozdravljen, oprosti, ni šlo z 10 000 obrati. Pred nama sta 2 avtomobila približno enakega cenovnega razreda. Vsi vemo, koliko je tista cena, ki piše na vetrobranskem steklu, ki ga kupujemo, ampak danes nas v oddaji zanima, koliko tak avto zares stane. Mi smo naredili grobe izračune za gospodinjstva, recimo, ki živijo na obrobju večjih mest in se povprečju prevažajo z 2 avtomobiloma na vsakodnevno 25 km v eno smer, je ta seštevek stroškov avtomobilnosti lahko preseže polovico vseh letnih prihodkov takega gospodinjstva. In to so pa ogromne številke. Polovica prihodkov za mobilnost? Kaj niso to preveč ekstremne številke? Izračunajmo. Sem voznik, ki naredi 15 000 km na leto in kupujem avto tam nekje ranga do 20 000 evrov. Kaj moram vse upoštevati pri tem avtomobilu, poleg cene, ki je napisana na vetrobranskem steklu? V neki življenjski dobi avtomobila, če bi tako rekli, je tale cena približno polovica te vrednosti. Zdaj, v celotnih stroških recimo še neka četrtina je recimo gorivo in potem je vse ostalo. Zdaj, tukaj pri vsem ostalem pa imamo vzdrževanje, popravila, ki niso del rednega vzdrževanja, zavarovanje avtomobila. Zdaj, veliko ljudi si za nakup avtomobila seveda potrebuje kredit, seveda tle so obresti, ki jih plačujemo za to, tako da vse to je potrebno upoštevati. Nižanja stroškov se torej lotimo pri ključni postavki, ceni. Toda, a govorimo o ceni, ki je zapisana na vetrobranskem steklu? Dostikrat pozabljamo, da je tudi nakup novega avtomobila in vsakoletni upad njegove vrednosti strošek. Tega marsikdo ne obračunava kot letni strošek, ampak vemo, da je vsako leto nam upade za 10 do 20% vrednost avtomobila in to smo na začetku plačali. Vrednost avtomobila običajno sledi, če recimo rečemo, da je tukaj čas in tukaj vrednost, običajno sledi eni takile krivulji. Zato pač tudi vsakodnevna modrost pač pravi, da začetka avtomobili zelo hitro izgubljajo vrednost in da v prvih nekaj letih izgubijo večino svoje vrednosti. Zdaj, običajno za avtomobile tako velja, da izgubljajo približno enak delež vrednosti vsako leto. Koliko časa se nam torej splača uporabljati avtomobil? Ekonomsko gledano je ob rednem vzdrževanju in rednem servisiranju avtomobil smiselno imeti kar najdlje. Se pravi, v bistvu do konca življenjske dobe. Zdaj, če hočete eno pravilo, nekje se ocenjuje, da stroški vzdrževanja in popravil zavzemajo okrog 3 do 5% vrednosti avtomobila letno. S tem, da na začetku je to bistveno niže, kasneje pa raste. Zdaj, če hočete recimo eno pravilo, če bi imeli tukaj stroške vzdrževanja, bi tale krivulja šla tako počasi navzgor. In ko se tole dvoje križa, to bi bil pol ta pravi trenutek za zamenjavo avtomobila, gledano ekonomsko, ker v tistem trenutku ti je dejansko dražje imeti, ti dejansko več stane imeti avtomobil, kot je ta avtomobil dejansko vreden, in takrat ga mogoče pa res zamenjaš. Slišali smo ekonomista, kaj pa pravi prodajalec?
priporočam, da se menjajo tam nekje po 5 letih, takrat, ko jamstvo poteče, ko potečejo te paketi vzdrževanja, torej ko človek točno ve, koliko ga pride do poteka teh 5 let, potem kupi novega in mu je stalni mesečni strošek jasen. Torej nima presenečen kot z določenim rabljenim vozilom, ampak zadeva je jasna in tako ima tudi redni odhodek čisto znan. Vozila vrednosti od 2 do 4 tisoč evrov jih nimamo. Te vozila iščemo in jih ni. Za ta vozila je veliko povpraševanja. Na kar vozila od 6 tisoč evrov dalje pa ljudje se večinoma odločajo bolj za novo vozilo, ravno iz naslova teh podaljšanih jamstev, paketov vzdrževanja, obvezno in kasko zavarovanje pod ugodnimi pogoji in tako dalje. Tako, če se človek odloča na vrednosti 8 tisoč evrov rabljenega vozila, mora krepko razmisliti, če se mu ne splača bolj novega, kajti tudi novi z določenimi paketi imajo krepko ugodnejši nakup, nimajo vzdrževanja oziroma so v paketu in tako dalje. Tako da sam strošek vozila letnega je krepko manjši proti rabljenemu vozilu. Če pogledamo še tabelico na hitro. Ja, če tabelo pogledamo, v bistvu imamo med evropskimi državami najmanjši delež sredstev porabljenih za javni prevoz in ostala 2 deleža, ki sta vezana na osebni avtomobil, sta pa najvišja. In v celoti smo pa drugi v evropskem merilu, kar pokaže, da izstopamo potem po vožnji z osebnimi avtomobili in po porabi sredstev na gospodinjstvo. Naj torej prodamo svoje avtomobile in gremo na avtobus, a Slovenci razsipniško zapravljamo svoj denar. Mogoče zapravljamo ni pravi izraz, ker smo v veliki meri prisiljeni v to vrstni delež denarja za vsakodnevno mobilnost. Ozadje je kompleksno, ampak v veliki meri je povezano s tem, da je ponudba javnega prevoza pri nas v zadnjih 20-30 letih šla precej navzdol. Sploh če se primerjamo z razvitejšimi državami Evropske unije. Vemo, kaj se nam dogaja z železnicami, izgubili smo velik delež ponudbe avtobusnih prevozov. Država je na tem področju naredila veliko premalo. Samo sledila je temu, da smo ljudje kupovali avtomobile in se manj vozili z javnim prevozom, ampak ta sistem nam je na nek način razpadel. Kje so torej rešitve? Kako lahko prihranimo? Ja, prihranili bi, da najprej premislimo, a zmoremo z manj števila avtomobilov v gospodinjstvu. Je možno, mogoče en avto stoji več dni na teden, pa ga uporabljamo samo ob določenem času. Prvi korak je pa sigurno, da si preračunamo, koliko nas to stane. Obstajajo spletna orodja, ki si lahko preračunamo, koliko je naš letni strošek z avtomobilom, ne samo bencin, vinjeta in podobno, ampak celota. In to lahko izrazimo v številu dni na leto, ki jih porabimo za to, da delamo za to avtomobilnost in potem nas mogoče ta korak strezni, da se poskušamo na tem področju obnašati bolj racionalno. Lahko pa na avtomobil vedno gledamo kot na storitev. Zdaj to storitev nam lahko nudi tudi kaj drugega. Recimo, če smo prebivalci Ljubljane, ki ima dosti dobro taksi službo, pa javni prevoz, in potrebujemo avtomobil za to, da se zapeljemo ven iz Ljubljane, morda samo vsak drugi vikend. Morda veljalo razmisliti o alternativi, da se recimo po Ljubljani prevažamo s taksijem in ali pa javnim prevozom, ampak takrat, ko želimo iti ven iz Ljubljane, pač avto najamemo. Morda pa prihajajo časi, ko bomo imeli doma en manjši, bolj varčen avto, tistega večjega pa bomo enkrat do dvakrat na leto rentali, ko se bomo odpravljali na dopust ali počitnice. No, taki vam ga predstavljamo v naslednjih minutah, ni velik, je pa zelo okreten. Twingo je spet nekaj posebnega. Spet ima nekaj, česar tekmeci ne ponujajo, a tokrat gre za čisto druge vrste posebnost. V prvi generaciji je Twingo osvojil srca vseh, ki so z majhno zunanjostjo želeli tudi prostorno in nadvse praktično notranjost. Prvi Twingo je bil prvi mali enoprostorec.
A konkurenca ni obmirovala. Hitro je ponudila svoje praktične malčke in to celo z 2 paroma bočnih vrat. Drugi Twingo se je zato skril v vse bogatejši ponudbi avtomobilov najmanjšega razreda, pomagale niso niti šminkerske nalepke, s katerimi so si lahko kupci svojega Twinga naredili bolj unikatnega. Twingo zdaj spet napada, tokrat z izjemno okretnostjo. Nevoščljivci bodo verjetno našli cesto, kjer Twingo brez manevriranja ne bo mogel polkrožno obrniti, toda obračalni krog s komaj 4,3 metra polmera omogoča tako enostavno šviganje po mestnih ulicah, da vožnja resnično ponudi neko novo izkušnjo. Obračanje praktično na mestu ob tem zahteva veliko dela z volanom, zato pa nekatere različice ponujajo sistem, ki spreminja prestavno razmerje volanskega mehanizma, da je za isti obrat koles volan potrebno manj zavrteti. Twingovo okretnost je omogočila zasnova z motorjem in pogonom v zadku, kot v Fičku. In v Smartu, tistem prejšnjem, pa tudi v novem, s katerim si Twingo tudi deli vso tehniko in novomeške proizvodne trakove. Zaradi motorja v zadku bo marsikdo prtljago želel pospraviti pod prednji pokrov, a ni tako. V nosu ni pravzaprav ničesar, samo rezervoar za tekočino za čiščenje stekel. Ne, tako kot motor je tudi prtljažnik v zadnjem delu Twinga. Ta odločitev sicer od voznika zahteva davek v izredno visoki nakladalni višini, a sam prtljažnik sploh ni tako majhen. Je bolj plitek, a to kompenzira z dolžino. Povečljiv je po polovici in čeprav s podrtimi sedeži ne deluje tako prostoren kot prvi Twingo, po zaslugi poklopnega naslonjala sovoznikovega sedeža vendarle omogoča prevoz več kot 2 metra dolgih predmetov. Kot smo pri tovrstnih malčkih navajeni, tudi Twinga poganja bencinski trivaljnik. Na voljo je z ali pa brez turbinskega polnilnika. Mi smo preizkusili varianto brez turbine in ocenjujemo, da bi nam zaradi Twingove strogo mestne namembnosti kar zadostovala. V nadaljevanju oddaje vam bomo predstavili Volkswagena Sportsvana in Forda Tourneo Courierja ter pri strokovnjakih preverili, ali nas danes pri nakupu avtomobila vodijo čustva ali razum. Sportsvanom so pri Volkswagenu veliko bolj natančno zadeli bistvo enoprostorneža, kot jim je to uspelo v prvem poskusu leta 2004, ko so predstavili Golfa Plus. Tudi zato je Golfa Sportsvana zdaj lažje vsebinsko prav razumeti, kar pa je nujno, saj zraven stojita še Golf Variant in Touran, oba z nadstandardno prostornostjo in kabinsko prilagodljivostjo. Sportsvan ponuja v kabini, poleg višjega sedenja, ki je danes visoko opevana in zaželena avtomobilska dobrina, predvsem veliko prostornosti na manjši skupni dolžini, kot jo ima Variant. Od Tourana je krajši za slabih 6 cm, od Varianta pa za kar 22 cm. Z višje dvignjeno streho, drugačno organizacijo notranjega prostora ter vzdolžno pomičnimi sedeži v zadnji vrsti ponuja Sportsvan občutke in prostorske možnosti, ki jih kupec od enoprostorneža pričakuje. Pri postavljenih zadnjih sedežih v prtljažnik pospravi 500 litrov tovora, kar je 120 litrov več kot 5-vratni Golf, a tudi 100 litrov manj kot Variant. Številke so torej dovolj drugačne, da je vsebinska razlika med Sportsvanom in drugimi modeli, zgrajenimi na isti osnovi, lahko vidna. Druga pomembna lastnost Sportsvana je njegova samostojna oblika, saj ni le dvignjen in škatlasto oblikovan Golf, ampak je od A stebrička naprej klinasto izklesan družinski popotnik, ki sicer ne pušča dvomov v tem,
kje so njegove prioritete, a se hkrati tovorno-potniškemu poslanstvu ne zapiše na tak oblikovalski način, da bi bilo treba čustva žrtvovati že v izhodišču. Gledano skozi uporabniško izkušnjo je vsekakor treba poudariti kabinsko prostornost, odlično preglednost tako z vozniškega sedišča kot zadnje, otroške perspektive, veliko je premišljenih, tudi zaprtih odlagalnih prostorov, občutno lažje kot pri 5-vratnem golfu pa je tudi vstopanje na prednja ali zadnje sedeže. Pohvaliti velja tudi velik kot odpiranja vrat, kar še dodatno olajša vstopanje ali nameščanje otrok v sedež. V preizkušanem sportsvanu je bil nameščen znan 2-litrski dizel, ki je vsekakor več kot samo kos z družinskim naporom. Dinamični vožnji se ne opira, a tudi to počne na udoben, tih način in tudi pri porabi goriva ostaja pri zanesljiv denarnici, dobrih 5 litrov za 100 km mu je tudi ob občasni dinamični vožnji povsem dovolj. Kupci avtomobilov že dobro vemo, da lahko danes izberemo na zunaj majhen avtomobil s prostorno kabino. Fordov B-Max namreč še zdaleč ni edini mali enoprostorec, ki združuje ti dve na prvi pogled nezdružljivi lastnosti. Že kar v Fordovi paleti najdemo še enega, povsem novega Tourneo Courierja. Tudi tega so naredili na osnovi male Fieste, a tokrat so delo opravili inženirji oddelka za Fordova gospodarska vozila. Courier je v svojem bistvu mestni dostavnik za poštarje in kurirje, seveda pa prednosti oglate oblike cenijo tudi družine, športniki, domači mojstri in vsi, ki dostavnega avtomobila v resnici ne potrebujejo, a pogosto zaradi svojih hobijev prevažajo večje predmete. Kombijevska zunanja oblika ne skriva kurirskega poslanstva, a v kabini je Courier povsem enakovreden osebnim Fordom. Voznikov položaj je odličen, armaturna plošča pa bolj ali manj enaka B-Maxovi. A zakaj naj se kupec odloči za nekaj 100 evrov dražjega Courierja namesto enako velikega B-Maxa? No, zaradi prostora. Courier je še malce višji, v njem si lahko voznik sedeže dvigne do najvišje točke, pa bo nad glavo še kar nekaj centimetrov. A glavni razlog za izbiro dostavniškega Courierja namesto osebnega B-Maxa je v prtljažniku. Že v litrih Courier ponuja občutnih 100 litrov več, v praksi pa se kot prednost pokaže tudi povsem kockasta oblika prtljažnika. Je pa velikost največje škatle, ki jo lahko prepeljamo s Courierjem, omejena zaradi vodil zadnje klopi in želeli bi si tudi, da bi lahko tako kot v B-Maxu poklopili sovoznikovo naslonjalo. Vozne lastnosti so na izredno visoki ravni in tudi udobja je več kot dovolj. Še zlasti v preizkušenem Courierju z litrskim bencinskim trivaljnikom, saj turbinski polnilnik vselej zagotavlja dovolj moči, da motorja ni treba priganjati v zelo visoke vrtljaje. A zmanjšanje prostornine motorja v tem primeru vseeno ne prinaša željene porabe. Čeprav smo bili eko-šampioni, kot nas je poimenoval Fordov sistem za merjenje ekonomičnosti vožnje, smo porabo komaj da spustili na 6,5 litrov. Če dnevno prevozite več kilometrov, zato raje izberite novega 0,5 liter velikega dizla, pri katerem so stroški za gorivo na vsakih 100 km za skoraj 4 evre nižji. Predstavili smo vam avtomobil, ki je majhen in prostoren, tako da bi lahko rekli, da je racionalen. Ampak nas danes zanima, kaj kupuje avtomobile. Je to morda razum ali so to čustva?
potrošniki, ne glede na to, da zgleda odločitev zelo dosti iracionalna, naredijo svojo domačo nalogo. Z prve roke sem prišel izvedeti, kako Slovenci sploh kupujemo avtomobile. Ja, Slovenci prvo, seveda veliko se jih odloči že preko same internetne strani oziroma na podlagi tega, kjer avto so prej vozili, pa potem grejo prvo to znamko pogledati. Njihov nakupni proces traja tam v povprečju 2-3 mesece. V tem procesu pridejo v stik z različnimi viri, od vseh online virov, torej spletnih virov, kjer so zelo pomembne spletne strani, preko iskalnikov poiščejo različne bloge, različne forume, različne teste. V zadnjem času je zelo visok vzpon video vsebin. Je slovenski kupec racionalen ali iracionalen? Danes, bom rekel, je kupec drugačen. Se drugače odloča, torej odloča se prvo racionalno. Torej sam znesek je važen in potem, bom rekel, nekje, ko je že izbrano, bom rekel, to vozilo za določen znesek, takrat čustva nastopijo. Se odločajo še vedno kupci na podlagi tega, ne vem, da bo mašina oziroma agregat boljši od sosedovega, da bo avto večji? Ni več takih močnih odstopanj, kot so bila včasih, ko so res določeni kupovali le za sosede vozilo. Kje so torej rešitve? Kako lahko prihranimo? Ljudje, ko vstopajo v nakupni proces z neko znamko ali pa z nekim modelom v glavi, praktično v 60% kasneje, ko zaključijo nakup, se ne zgodi, da je to ista znamka. Kar pomeni, da imajo proizvajalci kar veliko možnost vplivanja na neko nakupno odločitev. Od 10 kupcev, koliko jih vpraša, koliko jih bo prišel v servis? 2. Zelo malo. Zelo malo. Prvi sam nakup je jasno prvo avto. Šele na to, kaj se bo potem dogajalo. V preteklih letih smo imeli enkrat en akcijski model, kjer smo prodali kot fiksen mesečni obrok skupaj z vsemi stroški, ne? In takrat se je dalo lepo zračunati, koliko te avto stane, pa je bila akcija na začetku zelo uspešna, vendar na koncu so pa ljudje pač gledajo, da bi bili tudi radi lastniki avtomobila in je to potem en drugačen izračun, če ti še avto na koncu stane, ne. Se v avtomobilizmu tudi dogaja kar, tako rekel, velike spremembe glede konceptov, ne zgolj mobilnosti, temveč tudi lastništva. V Sloveniji imamo še ta odnos do lastništva izredno močno razvit, ampak z nekaterimi rešitvami, ki prihajajo pač od teh najbolj naprednih avtomobilskih družb ali pa izven avtomobilskih industrije, se zna zgoditi, da ta razumevanje lastništva kot takega in da pač imaš v lasti avto ali pa si ga lahko sposodiš, se bo skozi kakšno leto, desetletje ali pa še kaj več spremenil. Ja, kar četrtino stroškov mobilnosti predstavlja gorivo. Če vam pri 15.000 km na leto uspe znižati vaše povprečje za samo liter na 100 km, to pomeni, da boste prihranili dobrih 200 evrov. Če delate več kilometrov, pa še toliko več. V naslednjih minutah vam v Avtopediji predstavljamo pripomočke, ki nam pomagajo prilagoditi stil vožnje, tako da vozimo varčneje in tako tudi ceneje. Komercialnih oznak je kolikor je avtomobilskih znamk, a v grobem so vsi merilci računalniška oprema, softver, ki iz avtomobila črpa podatke o hitrosti, položaju stopalke za plin, položaju sklopke, vrtljajih motorja, navoru, temperaturi motorja, prestavi. Sistem spremlja način vožnje in če je ta umirjena, če prestavljamo v nizkih motornih vrtljajih in vozimo tekoče, nas sistem nagradi z doseženimi visokimi eko rezultati. Glavna nagrada so privarčevani evri pri izdatku za gorivo, a so dosežene rožice in visoki odstotki lahko dodaten motiv za varčno vožnjo. Nekatere znamke med pospeševanjem kažejo tudi, koliko je optimalno pritiskati na stopalko in tako še bolj neposredno spodbujajo k varčevanju. Velja dodati, da varčna vožnja ni enako počasna vožnja, je pa praviloma bolj varna.
Ja, in prišli smo do zaključka, da smo Slovenci zelo racionalen narod. Dobro, kakšna nalepka tu in tam, palita platišča, pa mogoče malo boljši izpušni sistem, ampak ne zaradi denarja ali soseda. Zgolj zato, da na avtu pustimo še nekaj osebnega pečata. No, spremljajte nas spet naslednji torek ob 9, vmes pa tipkajte na našem kotičku na multimedijskem portalu.